Živijo in dobrodošli na novem Red Orbit webinarju. Na ta malce da je to roben, rekel, in deževen dan bo z nami Alenka. Alenka Braček Lalič je prodekanja na IEDC-ju za raziskave, če sem pravilno se zapomnil. In danes bomo govorili o gospodarskem vplivu in družbenih spremembah, ki jih trenutno doživljamo, kaj je trenutno koronavirus in trenutna situacija naredila, povzročila in kaj sledi v prihodnosti. Kot ponavadi, na desni strani imate chat, prosim sprašujte čim več vprašanj in midva z Alenko bova probala čim več teh vprašanj tudi odgovoriti. Še enkrat živjo, Alenka, upam, da si v redu in pripravljena na zanimiv dialog, ki naj čaka. Živjo, Andraž, hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vsem gledalcem. Upam, da ste zdravi, da ste okej in seveda, da ste dobro. Prepričan sem, da smo se vsi že navadili na trudno situacijo, zdravi pa itak, se tudi raziskave zadnje kažejo državne, da smo vsi zdravi, samo par ljudi okuženih, pa pustimo ta del. Mogoče za začetek, živimo eno tako zelo zanimivem obdobju. Spremembe so stalnica življenja, kot mislim, da že slavni grški filozof rekel, edina stalnica, ki jo imamo v življenju, kar je deloma res, pa vendar se tokrat srečujemo zdi se mi malce drugačnim nivojem sprememb. Ponavadi se ti spremembe dogajajo na enem delčku življenja, zdaj pa kar naenkrat povsod. Služba je drugačna, gospodarstvo, politično okolje, makroekonomija, če svojo družino pogledaš, kje živimo, kako delujemo, kako kupujemo, kakšne imamo odnose, vse se spreminja. Kar naenkrat te spremembe praktično obsegajo vse, oziroma lahko govorimo o spremembah celotne družbe. Kaj je tvoje mnenje, kaj bojo te spremembe, te gromozanske spremembe potegnili za seboj? Isto ugotavljam tudi sama, Andraž, hvala za vprašanje. Kot si rekel, res, spremembe so edina stalnica v našem življenju in trenutno, kot ugotavljamo tudi sami, vidimo, da so te spremembe del vseh nas in različnih sistemov, ne samo gospodarstva, ampak tudi celotne družbe. In na nek način opažamo, da vse te spremembe, na nek način, ki jih bomo mogli narediti, kažejo na to in kličejo na to, da ustvarimo nekaj novega, nekaj, kar bo bolj trajnostnega, nekaj, kar bo bolj kreativnega in nekaj, kjer bomo mi vsi imeli na nek način dostojno življenje. Tako da te spremembe, ki jih bomo mogli vsi narediti, pravzaprav kličejo po neki novi alternativi, po neki novi realnosti, po neki novi normali. Ja, ampak zadnjič, ko smo videli že malo govorili in napisala si en tudi odličen članek že kar nekaj časa nazaj na LinkedInu, si govorila, da kle v senci vsega tega naše družbe se dogajajo pa eni paradoksi, ki jih ta pandemija, epidemija je mogoče bolj razkrila, kot pa ustvarila. Definitivno. Mene osebno, jaz dosti reflektiram in takrat sem tudi to refleksijo napisala v času, mislim, da je bil tudi drugi teden same krize, kaj sem ugotavljala, kaj sem opazovala in tista senca, ki je mene osebno najbolj prizadela oziroma se me dotaknila, je bila ta neenakost. Mislim, da večina od nas, ki smo danes tukaj, na nek način smo bili soočeni, da se reorganiziramo, da nekako ustvarimo nove delovne procese, da pomagamo otrokom, da se učijo na domu, ampak dosti ljudi, dosti družin pa je bilo soočenih z ogromnimi in s hudimi stiskami. Slišali smo klice v smislu povezane z nasiljem v družini, topli obroke v šoli, tehnična oprema za same otroke. In tukaj vidiš, sicer ta senca je bila že del nas, že pred krizo, ampak na nek način smo še vedno na nek način računali na nek sistem, da bo to senco na nek način naslovil. Ampak ta kriza je to senco še bolj odkrila, razkrila in na nek način nas pozvala, da nekaj naredimo vsi skupaj, ne čakamo na določen sistem, ampak na nek način stopimo skupaj in naredimo nekaj na to tematiko. Ja, zgleda dejansko točno to, kar si zdaj rekla, ampak
ta družbene razlike so obstale že prej. Mogoče so malenkost manj vidne ali pa mogoče tudi faktorji, ki jih je predstavljala tale pandemija, delo od doma, moraš biti povezan na internet. Če imaš otroke, ki se morajo šolati, morajo imeti nekak računalnike, morajo imeti spet povezan na internet. In če si v temu, rečemo, sloju družbe, ki tega nimaš, imaš velike probleme. Se pravi, sam še en katalizator bila, ki je ta razkol povečala. Tako. Ti praviš, da si nekako usmerjena bolj ali pa bolj verjameš, da vse lepo in da bomo stopili skupaj, no, te rečemo temu. Jaz tudi upam na to, ampak a se ti zdi, da dejansko smo stopili skupaj? Oziroma, a je korona oziroma ta situacija nas bolj povezala kot družbo ali nas bo razdvojila? Jaz bom tako rekla, moje opažanje v začetnem stanju, bom rekla prvih 2 mesecih, definitivno smo bili veliko bolj povezani. Veliko tudi bolj prijazni drug do drugega. Bolj smo na nek način upoštevali, da prihajamo z različnih generacij in da na nek način moramo nasloviti te generacijske razlike. Ne? In v samem DNK-ju moram reči, da imamo povezovanje namesto tekmovalnosti. Ampak trenutno moje opažanje je, da pa prehajamo v neko drugo sfero, v neko drugo situacijo, ki pa nas na nek način izziva in nas na nek način testira, ali smo se res iz tega nekaj naučili. Ali smo se naučili, da moramo iz egocentričnega razmišljanja iti v solidarnost, ali smo se naučili o učinkih in moči domino efekta, da vsa ta naša dejanja, naše odločitve vplivajo na druge. Tako da jaz upam, da smo se naučili v teh prvih 2 mesecih, da znamo stopiti skupaj in da bomo to tudi vnovčili v tem obdobju oziroma v obdobju, ki prihaja, ker kriza šele prihaja. Ampak, ja, in mogoče ta malo povezava s to krizo, ki si zdaj omenila, pač gotovo živimo v enem velikem ekosistemu. Jaz se strinjam, da vsi upamo, da smo bolj povezani, da smo se naučili tega, ampak tle ne govorijo samo o povezanosti med ljudmi, ki jaz mislim, da je večja. Mogoče je ta situacija, ta pandemija tudi izpostavila malo bolj jasno, kakšne so povezave med različnimi sistemi in kako cel ekosistem, v katerem živimo, deluje. Zdaj govoriva gospodarski, družbeni vidik, zasebni vidik, finančni sektor, zdravstvo in vse to. Vse skupaj je nekako povezano. Kaj se bo zgodilo tukaj s temi ekosistemom, v katerem živimo? Kako je pandemija vplivala na to in kaj misliš, da sledi? Jaz mislim, da sledi oziroma nas kliče, že ta sama pandemija nas kliče, da se različni sistemi povežemo, da ne čakamo zdravstvenega sistema oziroma da država ukrepi zdravstveni sistem, ampak oziroma da vsi na nek način soustvarjamo pa prispevamo k nekemu boljšemu jutri, k neki boljši družbi. In sama imam eno svojo razmišljanje, kako bi lahko to naredili, da verjetno poznaš teh 17 trajnostnih ciljev, ki so bili razviti strani Organizacije Združenih narodov. In zelo konkretno, kako bi lahko to naredili, da pomagamo družbi, da gre naprej, je, da vsaka organizacija, ne glede od kod prihaja, javno, zasebno, da se odloči rečeva za 2, 3, 17 jih je preveč, 2, 3 cilje zasledujemo, spremenimo poslovne modele, spremenimo organizacijsko kulturo, vkomponiramo v te naše vrednote, jih živimo. In sem prepričana, da s to kritično maso, s to intenziteto bi lahko naredili vsi skupaj en korak naprej. Ker trenutno, kaj opažam, je, da seveda družbena odgovornost je ena podjetja bolj, druga manj, ampak še vedno to na nek način zelo izoliran, a je to del ekipe, del oddelka, tudi vprašanje glede samih razlogov, zakaj se to dela. In tukaj bi se res mogla te zadeve, te trajnostni cilji veliko bolj integrirati v vse pore naše družbe in posamezne organizacije. In tako bi lahko naredili korak naprej.
Dobro, ampak tukaj sigurno je zelo pomembno, kakšen si človek in kakšen si organizacija. Pač tukaj govorimo o ekstremni kapitalizma, ekstremu socializma na drugi strani ali pa zelo družbeno odgovornih sistemov, gotovo zdrava pot je nekje vmes. Pa ne pravim zdaj, da moramo vsi biti kapitalisti, absolutno ne, ampak gotovo, če bomo pa vsi živeli v eni komuni, vsi se bomo lepo imeli, pa se bo narava sama poskrbila za nas, ne sledili veliko dobrega iz tega. To mero, kako najde to mero, kam iti? Ker zdaj, tako kot si rekla prejle, gotovo zdravje posameznika, zdravje družbe je zelo pomembno. In verjamem, da najlažje bi bilo, dajmo se vsi zapreti za naslednje 2 meseca domov in ne iti ven iz stanovanja, iz hiše, ne iti v službo, nič delati. Zaradi tega, ker pač, zakaj ne nič delati od doma, čeprav bi lahko, zaradi tega, ker po mojem mnenju ta razmejitev med work pa life balance je izginila, delamo 24 ur na dan oziroma skozi, ko smo zbojeni, ni več ob 4-5 sem doma, pa sem pa fraj, kar psihološko vpliva na tvoje zdravje. Ampak če gremo v to ekstrem, bomo propadli kot družba, ker naenkrat ne bo denarja tudi za zdravstvo ne več. Prav, kako balansirati to? Ja, tu si zdaj povedal zelo tak neka 2 ekstrema, ne? In kot si rekel, tukaj je tudi ena sredina ali pa tudi druga alternativa, ne? In kot si povedal, to ostanemo doma, pač nič ne delamo in vse to je na nek način ta reaktivni model, ne? Pač reagiramo na zunanjo situacijo, ne? Imamo pa tudi možnost biti malo bolj kreativni in ta kreativni model vodenja, ki se pričakuje od vsakega od nas, da naredimo ta neki premik od reaktivnega do kreativnega, kar pomeni, da tudi če smo doma, lahko razvijamo nove ideje, razvijamo nove poslovne modele, razvijamo nove produkte in se na nek način prilagodimo. Ni samo črno-belo, ampak so tudi možne alternative in neke druge opcije. Ampak tukaj je pomembno na nek način narediti premik v mindsetu seveda in premik v stilih in načinih vodenja. Tako da priložnosti mislim, da je kar precej. V vodenju se vam mogoče potem malo kasneje še več dotaknila, ampak zdaj si mi zelo eno lepo istočnico dala. Mindset, kakšen je tvoj mindset? Pa če greva nazaj na posameznika, zdaj živimo ali pa dnevno se srečujemo z zelo težkimi situacijami, ker moramo pokazati precej empatije, sočutnosti, solidarnosti, kar si tudi omenila, da upajmo, ampak zgleda, da smo jo pokazali. Ampak v istem trenutku pa moje misli begajo naprej, v prihodnost, ki je precej negotova. Kaj se bo zgodilo, kaj nas čaka, kaj je s službami, kaj se v resnici dogaja okoli nas. Kaj se dogaja v naših glavih? Kako ta mindset narediti? Ja, trenutno imamo veliko strahu, kot je povedal, ne? V smislu, kaj bo prihodnost, kakšna bo prihodnost, koliko je te sigurnosti v neke prihodnosti, ne? Ampak hkrati ne smemo biti, ker ta strah nas lahko res ohromi in potem zelo hitro pridemo res do tega reaktivnega vedenja, ne? Ampak moramo vedeti, da je na drugi strani tega kovanca tudi na nek način naš pogum in naša razvojno naravnana miselnost, ne? In iskanju nekih novih priložnosti. Tako da ta strah, seveda, da če ne preide neke stopnje, lahko nam samo pomaga, da gremo naprej in iščemo neke nove priložnosti. Moramo pa res skrbeti, da nas ne ohromi, ker če imamo preveč strahu, pride zelo hitro do tesnobe, anksioznosti, depresije in to nas na nek način res ohromi, da potem zmrznemo in pač obstanemo na mestu in to nam ne pomaga nam, ne na individualni ravni, niti organizacijam, v katerih smo in niti družbi. Tako da... To si mogoče, zdaj, ko sem pisovala, sem mogoče sebe videl, kaj se meni zgodil prvi teden korone, pač, ali je bil to strah, mogoče je bil strah, ne? Pač,
kar naenkrat celo firmo preselili tudi doma, kar naenkrat se je pač spremenilo, določeni naročniki so nam dali vse, logično na pauzo, predvsem iz turistične branže, to pomeni velik vpliv tudi na naš finančni income. In se mi zdi, da pač prvi teden pomeni, ok, smo v krizi. Kaj bomo pa zdaj naredili? Pa mi kot firma, mi kot država, gospodarstvo, vse, kaj bomo pa zdaj pa. In se mi zdi, da smo bili zelo, ali pa jaz sem bil zelo reaktiven. Ampak pol sem se jaz, drug teden, to ni kriza. To mora biti priložnost. A je to, o čem govoriš? Ja. Jaz sem izložil, pač to ni kriza zdaj, to je nova realnost, dajmo nekaj iz tega narediti. Tako. Ker tudi v tistem članku, ki sem ga že prej omenjaš, eno tipično krivuljo, kako gremo tudi spremembe. A to je to, kar se dogaja, se pravi, od navdušenja pa imam pol zanikanje, depresijo, strah. Tako. To moram nekako prebiti, če prav razumem. Tako, ker prvo imamo ta šok, kaj se nam dogaja, kaj je tukaj, kaj je tukaj zdaj sigurnega, ker pravzaprav ta negotovost je tisto, ki se pač dela najbolj, pač smo v strahu, kaj bo z nami, kaj bo z našimi službami, kaj bo jutri, kaj bo s prihodnostjo. In to nas zelo hitro hromi in potem iz tega šoka pridemo včasih do zanikanja, oziroma ne včasih, v resnici gre ta pot do zanikanja, potem pridemo tudi do resnih padcev, hkrati pa potem čez čas pridemo tudi do nekih sprejetja te situacije, pa potem iskanja nekih priložnosti. Zdaj, eni ljudje pridejo hitreje do tega do sprejetja pa razmišljanja, gremo iskati nove priložnosti, eni pa pač rabijo tudi veliko pomoči v teh prvih stopnjah in to je zelo pomembno za same vodje, da to razumejo. To je čista psihologija in da to razumejo, da vsaki zaposlen bo drugače dojemal te zunanje situacije oziroma to krizo, ki se nam dogaja. In vodja mora razumeti in ga poslušati posameznika, kaj se mu dogaja, vstopiti v njegove čevlje in ga razumeti, kaj ga bremeni in kaj bi moglo biti tam, da mu na nek način pomaga iti po tej krivulji naprej. To je zelo, zelo zanimiva tematika, ki si zdaj odprla, da malo bolj se razume. Tukaj, ko si rekla, moramo razumeti, ga moram poslušati, razumeti, kaj mora biti tam. Tukaj govorimo v eni vrsti o Maslowu, se pravi, kaj so osnovne, da bo on, ta posameznik, se čutil varnega in da bo lahko sploh razmišljal o prihodnosti. Da. To je tudi povezano s psihološko varnostjo. Amy C. Edmondson je napisala, mislim, da lani knjigo, super knjigo, vsakemu priporočam, Fearless Organizations, kjer v resnici ti, če želiš uvajati te spremembe in tukaj zdaj res v tem času, ki smo vsi izzvani, da moramo uvesti določene spremembe. Preden tu mi začnemo delati, mi moramo kot prvi predpogoj ustvariti psihološko varnost, kar pomeni, da ljudje zaposleni, da jih ni strah povedati, kaj si mislijo, ni strah deliti svojih čustev, svojih strahov, svojih idej in z strahom, da bodo, če bodo rekli karkoli narobega, da bodo obsojeni, da bodo zavrženi oziroma izključeni iz ekipe, s tima in tako naprej. Tako da psihološka varnost, bi rekla, da je osnovni predpogoj pri uvajanju sprememb na katerikoli ravni. In tukaj na tem področju mislim, da imamo še kar precej dela. Ja, vidim, da tudi naši poslušalci so se zelo zagreli za tole temo in tudi Maja komentirala mogoče tole, da mindset, ta fix mindset, to je bila del naše vzgoje v šolah, pač, da ne bi slučajno, saj mogoče zdaj v šoli drugače, moja hčerka še ni hod, bo šla septembra, upajmo v šolo. Ko sem jaz hodil v šolo, je bilo, če ni točno tako, kot piše v učbeniku, malo kreativno, drugače povedano, ni bilo v redu, ne? In mislim, da večina slovenskih organizacij, od javne uprave do zdaj samih gospodarskih družb, deluje zelo podobno. Bodi v liniji, bodi tiho, ne biti preveč pameten, ne razmišljati in to je to.
To bomo mogli spremeniti, verjetno. Definitivno, če ravno ne bi jaz tako posploševala, ne? Zato, ker jaz sama sebe bi takoj rekla, ker ta ena druga raziskovalka, ki je pa zelo zanimiva, ta Carol Dweck piše o tem fixed mindset pa growth mindset, ne? In deli med ljudmi, ki pač se ne želijo spremeniti, ki pač nočejo biti fleksibilni, niti agilni, drugi pa pač, da so pripravljeni vedno na spremembe, iščejo priložnosti in tako naprej. Ampak sama sebe bi definitivno uvrstila v razvojno naravnano miselnost. Moram pa reči eno stvar, če pa je zadeva, da sem postavljena v situacijo, kjer je nasprotju z mojimi vrednotami, naprimer avtonomijo, neko svobodo, neko kreativnostjo, bom imela takšen fiksni mindset, da je noro in neverjetno in bom rigidna in ne bom naredila koraka naprej. Tako da to posploševanje pa na nek način označevanje ta je takšen, je zelo, bom rekla, mislim, da ni prav. In da je enako ponovno, kot govorim prej, kot sem rekla prej, vsakega posameznika se treba ga poslušati in ga razumeti, v katerih pogojih, v katerih okvirih on deluje in je najboljša verzija samega sebe. Ker smo vsi v osnovi kreativni, ampak če so določene omejitve v okviru delovnega okolja, v okviru družbe, bomo definitivno zelo, zelo hitro imeli ta fiksni mindset. Se pravi, če sem te zdaj pravilno razumel oziroma slišal, je ta culture fit, v katerem smo v preteklosti že veliko govorili, znotraj organizacije govorim, še bolj pomemben. Če se jaz ne bom našel, če vrednote niso moje, niso alignane z organizacijskimi vrednotami in če organizacija ne živi teh vrednot, potem, kljub temu, da sem lahko jaz najlepša rožica, bom ratal kamen in bom fiksen in trd. Dejstvo. To je dejstvo. Andraž, to je čisto dejstvo. Ok, zdaj pa, jaz kot voditelj, kaj ne naredim? Kako ne spremenim to? Kakšne so tiste zadeve, ki jih pač glede na situacijo, tako kot sem prej govorila, to je stanje ali pa vse to je obstajalo že pred korono. S korona in situacije je to samo pospešila ali pa bolj izpostavila. Tako. Zaradi negotovnosti vsega, kar se dogaja. Kaj mene kot vodjo čaka? Kaj zahteva ta situacija od mene in kako ne se pripravim na spremembe, kako ne reagiram? Jaz mislim, da vsakega vodjo zdaj trenutno čaka, da opredeli ta new why, the new purpose, neki nov namen, ki bo seveda zelo usmerjen tudi tem oziroma naslavlja te družbene izzive, ampak hkrati vsaka dobra stvar se na nek način hitro poplača, tako da ljudje bodo definitivno tudi veliko bolj motivirani, če bodo čutili, da delajo v organizaciji, ki ne samo pač dela zato, ker pač dela, ampak zaradi, da tudi določeni poslovni modeli ali pa poslovni procesi vplivajo in naslavljajo te družbene izzive. Definitivno bomo veliko bolj motivirani, zato pa bi predlagala vsem vodjem, da se opredeli the new why, v smislu novi zakaj smo tukaj, potem tudi drugačne vrednote, te zadeve se opredelijo, hkrati pa, da, kot sem rekla, se iščejo nove priložnosti. V krizi oziroma v obdobje, v katerega prihajamo, bo veliko stisk. In vodje bodo na nek način izzvane, da poskušajo zadržati svoje zaposlene in seveda, da obdržijo svoje zaposlene, se morajo iskati neke nove priložnosti, neke nove storitve, neke nove produkte, neke nove programe. Hkrati pa bodo sami zaposleni imeli kar precej enih osebnih stisk, tako da bi tukaj naslovila tudi vprašanje duševnega zdravja. Ta mesec ravno poteka mesec duševnega zdravja, sicer je to za poslovni svet še marsikjer tabu, ampak to je del nas in v obdobje, katerega prihajamo, bodo vodje morali nasloviti tudi ta vprašanja. Tako da duševno zdravje, nove priložnosti, kreativno vodenje, novi poslovni modeli, ki bodo veliko bolj trajnostno naravnani.
To je super slišati, ampak v prakso sprati pa veliko težje. Rečemo, da sem jaz, v Sloveniji imamo zelo velik sektor proizvodne in eksporta potem naprej v Nemčijo. Rečemo, da jaz za nemško avtomobilsko industrijo, kar je kar velik del slovenskega izvoza, rečemo, delam prevleke za sedeže. Imam tovarno, ki dela to. Po vsej verjetnosti, glede na panogo, avtomobilistično panogo, pa da to predvideva se, da bo padla prodaja avtomobilov, bo posledično tudi vplivalo name, ki delam zgolj prevleke. In govorimo kako naj jaz zdaj kot direktor moje tovarne, ki dela prevleke, razložim mojim 100, 200, se ne vem koliko delavcev, to je naš doprinos družbi. Delamo prevleke za avtomobile. Ja, ampak ravno si povedal, da bo trebalo spremeniti to, ne? Da boš imel te posledice, kar pomeni, da ti boš mogel razviti nekaj novega. Nekaj, kar bo mogoče malo bolj trajnostno naravnanega, da ne bo prišlo do tega, ne? Se pravi, dejansko govorimo tukaj, malo spet, kot si omenila, povezava s tem mindsetom, pa kreativnim mindsetom. Ja. Treba se bo prej vprašati, ali to, kar zdaj delamo, je to, ali moram pivotirati svojo firmo, to, kar delamo, pa vse znanje, ki ga imamo, mogoče usmeriti v nekaj, ki bo več dodane vrednosti na eni strani, bomo malce neodvisni, pa mogoče se sem bolj kasneje vrnem, ampak imeli pa tudi en bolj družbeni vpliv, boljši, močnejši. Definitivno. Jaz mislim, da cirka 2 meseca nazaj sem bral eno knjigo The Dream Manager in malo naslavlja temo, ki se je prej tudi odprla. Dream Manager, ena firma v Ameriki, zgodbo govori o njej, mislim, da so firma, ki zaposluje samo hišnike. Hišnike pa čistilce v velikih ameriških firmah. In tipičen njihov zaposlen je low cost, priseljenec, ne govori angleško, Španci so itd. In so imeli velik problem s fluktuacijo. Mislim, da so imeli cirka 300+% fluktuacijo na leto, kar pomeni, da je tipičen zaposlen zdržal 3 do 4 mesece. In so uvedli pozicijo Dream Managerja, ki dejansko to delo, kar si ti govorila. Dream Manager je govoril z vsakim zaposlenim, kdo je hotel, benga nisem. In njegova vloga je bilo, kaj ti hočeš v življenju doseči? Kaj je tisto, kar tebe žene in kako ti mi kot organizacija lahko pomagamo, da to dosežeš? A je to, če moramo zdaj bolj slediti vodje? Definitivno. Jaz sem ravno mislila predlagati, vodje bodo mogli postati dream managerja, veš? Oni pri vsaki tej spremembi, ki se bo mogla uvesti, bodo mogli komunicirati, pristopiti do vsakega zaposlenega, razumeti. In jaz celo govorim, da bodo mogli postati res največji komunikatorji oziroma skomunicirati vse in do vsakogar, non-stop, dnevno, hoditi do vseh zaposlenih. In tu je neka nova vloga, ki se zahteva za vodje, ne? Ja, in tle, ker bom se zdaj postavil v obleko kapitalista, ja, logično, da to ne bomo delali, ker to, in to se po moje, tako kot je zdaj par komentarjev bilo, pač moja firma je pa zato, da služim, ne? Se v bistvu je denar. Tako da, tle spet paradoks obstaja in jaz mislim, da je paradoks, da ga ne moramo biti enolični, pač zdaj moramo biti dream managerji, pa vazen, da se imamo vsi fino, pa v komuni, na drugi strani pa ne sme biti kapitalizem. More biti pa absolutni kapitalizem, more biti pa delati moramo zato, da tudi na eni strani zagotavljamo psihološko varnost svojim zaposlenim. V smislu, naša podjetja delajo zato, da dobimo denar, zato, da bomo zaplačani. Se strinjam. To je zelo tanka linija, ne? Ja, ampak se profit lahko ustvarja tudi zaradi čistih ciljev, zaradi nekaj višjega dobrega, ne? Tako da razlikovati, da se profit ustvarja samo, pač, da je tukaj na eni strani imamo vsi se imamo dobro, je kumbaja, imamo vsi se imamo radi in gore dole, na drugi strani pa pač ta trdi profit, dobiček in vse to. Jaz mislim, da se
stvari povezujejo. Odvisno, za katere cilje ti delaš. In slej ko prej, kot sem že rekla, profit pride. In točno to, spet živimo. Če ti ustvariš vrednost, profit vedno pride. Tako, in točno to, ki se reče, spet živimo v ekosistemu, enem drugačnem nivoju. Ni silos, klej profit, klej so zaposleni, klej to, vse je med sabo povezano. In, mislim, jaz sem firm believer v to, da vlaganje v zaposlene, v znanje zaposlenih, v to, da se dobro počutijo, se ti na kratki rok, je to velik strošek. Prav namenoma sem strošek besedo uporabil. Zgleda kot strošek, ampak v bistvu je investicija, ki se ti po vsej verjetnosti pokaže v malo srednjeročno kot veliko večji doprinos samem podjetju. Pa ni nujno, da v denarju. Mogoče tudi v čem drugem, upajmo, da čem. Tlele eno vprašanje je bilo tudi, da pač koliko podjetij sploh razmišlja na tak način in kako ta mindset dejansko prenese v realnost? Zelo dobro vprašanje. Moram reči, da ravno zaključujem eno knjigo na tematiko skritih zmagovalcev in to je Hidden Champions. Imamo kar nekaj skritih zmagovalcev v Sloveniji. To so podjetja, ki imajo že miselnost, tako da ponovno ni črno-belo in niso vsi na eni strani, vsi na drugi strani, ali pa neka stran še prihaja. Imamo kar veliko podjetij, ki pa imajo že to miselnost. To so predvsem srednja, mala podjetja, ki so zelo agilna, zelo fleksibilna, zelo centrirana oziroma fokusirana na svoje uporabnike, razmišljajo, kakšne so njihove potrebe, kakšne so njihove izzivi in non-stop prilagajajo svoj portfolio storitev, produktov, da zadovoljijo oziroma naslovijo njihove izzive. In ponavadi gre to tudi za visoko tehnološka podjetja, kar pa pomeni, da tukaj morajo imeti tudi zaposlene, ki so profesionalci, kar pomeni, da morajo tudi ne samo, da so fokusirani na svoje uporabnike, klijente, ampak tudi na same zaposlene, da jih ne zgubijo. Kot si prej povedal, lahko je strošek, če vlagaš v svoje zaposlene, ampak prej si tudi povedal v zgodbi Dream Managerja. Pred to uvedbo je bila velika fluktuacija in fluktuacija je strošek. Ja, absolutno. In to je en večjih. In če ti uvedeš neke druge zadeve, neke nove pristope, definitivno povečaš in učinkovitost, in motivacijo, in neko zavzetost. Ok, se pravi, zdaj, če govorijo pa malo o orodjih, jaz res vrtam v globino, ker hočem biti konkreten, ker mene zanima za to, pa upam, da tudi ostale. Na eni strani sva rekla, kot orodje, kako to dosež, je pogovor ena na ena s posameznikom, poistovetiti se z njim, razumeti ga, s čim se sooča, zagotoviti mu psihološko varnost in iz tega videti tudi, kako ga nekako vključiti v različne organizacijske procese ali pa aktivnosti. Kaj poleg tega lahko je še kot vodja začnem delati? A je še kaj, kar mi manjka? Kaj tebi manjka, ne bi znala? Če govorim gotovo to, da se sam pogovarjam, ni dovolj. Malo se je nakazala, ta growth mindset. Zdaj, če jaz zagotovim vsem zaposlenim psihološko varnost, step number one, absolutno. Vsem se pogovarjam. Ampak, tako kot si rekla, kako aktivirati iz kamna ali pa rečemo iz semena, da vzklije rožica? Najprej jo moram malo negovati, pogovarjati se, ampak kaj so ostali boosterji, da ta growth mindset, ki si ga opisovala prej, da imamo v Sloveniji nekaj kar dobrih podjetij, ki konstantno stremijo k temu, kako izboljšati se. A res se lahko pričakujemo do 100% zaposlenih v podjetjih, da bojo ta mindset posebej in ali je sploh smiselno, da 100% vse zaposlene v firmi vključimo v to, ali rabimo doerje, pa rabimo tinkerje. Kar zadeva te, če sem te prav razumela, govoriš o nekem deležu. Jaz govorim o kritični masi. Ok, no vse. Da zadevo premakneš naprej, moraš na nek način pridobiti vsaj 20%
svojih zaposlenih v to smer. Potem se zadeve premaknejo, kar pomeni, da ponavadi je tako, da 5-10% ljudi je takoj za nekaj zadevo, nekaj novega, neke nove priložnosti, 10% je pa tam. In ponavadi moraš delati na tistih 10%, na drugih 10%, da jih potem gremo naprej in grejo v to razvojno naravnano miselnost. Moram pa še eno poudariti, Andraž. Ko govoriva o miselnosti, to je samo ena stran. Ena stran morava razmišljati tudi o vedenju. Naprimer, lani sem ravno delala eno Neuroznanost akademijo, kjer je bilo ena zelo dobra analogija na tematiko, kako se ljudi spreminjajo. In je bilo 7 bolnikov se je na nek način informiralo, da bodo, če ne bodo spremenili svojih navad, svojega vedenja, bo hitro konec. In samo eden od teh 7 je spremenil svoje navade in spremenil svoje vedenje, kar pomeni, da je lahko tukaj motivacija, lahko je tukaj neko novo zavedanje, lahko je tukaj neki nov mindset. Ampak potrebno je razviti neko novo vedenje, neke nove navade in to se ne zgodi čez noč. To je res en taki proces, ki ti rasteš in eksperimentiraš z nekimi novimi prepričanji, z nekimi novimi vedenji, kreiraš neke nove navade in vemo vsi, da so navade v resnici železna srajca, tako da to je ponavadi največja prepreka pri tej neki novi miselnosti. Tako da moramo reči, da sta v obe smeri moramo razmišljati. Ja, ampak zdaj govoriva, organizacije se bomo mogle spremeniti. Mogli bi biti bolj agilni, prilagodljivi, družbeno usmerjeni, pogovarjati se z zaposlenimi. Ampak konec koncev tudi vsi, ki smo vključeni v organizacijo, ne samo vodje, bomo gotovo mogli se deloma spremeniti in ta elan, agilnost upeljati noter. Ja. Del naših novih navad. Ampak na drugi strani pa ali se ti ne zdi, da trenutna situacija nas je pa mogoče vsaj posameznike oddaljili od tega, ali pa so se vrednote in spremenile. Če so prej bile zelo hrčki, ki hodijo v firmo in ne razmišljajo o tem, zakaj hodijo v firmo. Pač normalno, job je job. Da jim je zdaj mogoče trenutna situacija malo odprla oči in se ugotovili, da jaz bi bil pa raje doma. Moja prioriteta je pa moja družina in dom. In pa ima ta paradoks, na eni strani organizacije bodo potrebovali bolj agilne, hitrejše spremembe ljudi, vključenost, da imajo tukaj nekaj delati, ker ti kot organizacija boš želel spremeniti sebe in družbo, na drugi strani imaš pa človeka, posameznika, ki pa je vrednote spremenil proti sebi bolj. In tvoje vprašanje je? Moje vprašanje je, kako ali to jaz narobe gledam, da se to dogaja in da bomo imeli tukaj spet en paradoks oziroma en clash, ker boš mogel res, mogoče je odgovor tisti, ki si rekla, res, da vodja razume osebo kot celoto in ve, v kakšni situaciji je in to proba nekako potegniti nazaj. Ja, in ponovno ne posploševati, ne? Okay. Ker sem prepričana, da je vsaka zgodba, vsaka organizacija ima tudi svojo zgodbo in ima neko svojo kulturo, ima neke svoje vrednote, ima tudi določene strahove, ne? Tako da moraš hkrati vsakega posameznika razumeti, pa seveda hkrati vsako organizacijo. Ker, kot sem rekla, zelo hitro začnemo obsojati. V smislu, ta je takšen, ta je takšen. Sama sem se naučila eno stvar. Če želiš človeka razumeti, moraš biti radoveden. In moraš preiti to miselnost v smislu, ta je takšen, ampak poskušaš res razumeti, v katerih čeljih je, kako razmišlja, kaj se boji, kaj mu je dobro, kaj želi imeti. Mogoče prej nam zmanjkalo časa, jaz imam še eno vprašanje. Zdaj smo govorili o organizaciji, pa o vodenju, kar je ključno, ampak rad bi pa pogledal še malo večjo sliko. Pred pandemijo je bil po mojem mnenju svet najbolj povezan do zdaj. Pač imaš internet, potovanje čez cel svet, turizem, potuješ in podobne zadeve.
Od gospodarskih povezav pa do turizma, pa osebnih potovanj in podobnih zadev. In skoraj nemogoče si bilo predstavljati, da se celotno življenje omeji zgolj na eno državo. Pa vendar se zdaj to dejansko začelo dogajati. Zaprle so se meje, čeprav se zdaj počasi spet odpirajo, gospodarsko smo se umirilo ali pa usmerilo na domačno potrošnjo, ali smo s tem priča ustvarjanju enega vrste silusov. Pač samozadostnosti države, kar je nemogoče, v Sloveniji imamo, ne vem, 90% BDP-ja iz voda, ne? Nismo samozadostni, ampak zdaj res pretiravam, namenom pretiravam zato, da vlaži sliko v stvar, ali če gremo to naprej, in ne moramo jeti, to je jasno, ampak upam, da ne bomo šli. Ali to nov silos? Jaz mislim, da je to ena prehodna zadeva, prehodno stanje, to ni neka prihodnost, ki si jo lahko zamišljava po krizi, ampak je pa neko prehodno obdobje, v katerem bomo pač mogli, kot sem že rekla, stopiti skupaj, biti malo bolj tolerantni, solidarni, definitivno pa smo ljudje seveda svetovljani in državljani celega sveta, kar pomeni, da po teh zadevah, po tej krizi bomo se bomo odpirali in bomo mobilni naprej. Ampak verjetno, koliko opažam, je pa ena stvar, da verjetno bomo pa veliko bolj razmišljali, kdaj gremo kam in ali se določena zadeva lahko naredi doma preko telekonference, ali je res smiselno potovanje za en dan, za en sestanek, za 1 uro, ali se zadeve lahko pač malo bolj drugače uredijo. Tako da ne vidim samo neko to prehodno obdobje, ampak moram pa še enkrat poudariti, vsi mi vodimo po neki neprehojeni poti, Andraž. In to je za nas vse nekaj novega. In ta kriza ni podobna prejšnjim, kar pomeni, da vsi na nek način se raziskujemo in raziskujemo, kaj pa pravzaprav bo neko naslednje obdobje. In namesto, da čakamo, pa se bojimo, kakšno pa bo, kaj bo prineslo, kakšna bo prihodnost, bodimo kreativni zdaj in razmišljamo, kaj pa želimo, kakšno družbo želimo, kakšno gospodarstvo želimo, kakšno organizacijo želimo. In verjetno, kot si rekla, pač nihče, po moje, nihče nima odgovorja, kako bomo to naredili, nihče na svetu. In jaz mislim, da saj iz mojega stališča, kot rečemo vodja, da je okej, saj kar res poznam, da okej, da povem, ne vem. To je moja slutnja, moje predvidevanje, my wild guess, ali pa educated guess, ampak mogoče tudi, da kot vodje, da ni treba, da imamo odgovore na vse, in ker ga jih ne moramo imeti, in da pokažemo tudi mi malo bolj humano plat. Morate postati ranljivi. To je težko. Ja, ampak vsi smo krvavi pod kožo, vsi smo ranljivi, vse nas je strah, tudi mene je strah. Ampak, kot sem rekla, imamo pa v sebi tudi pogum in ne sme prevagati ta strah, ne. Vsi smo ranljivi in pač, če pokažemo to neko človeško plat, da nismo pač, da ne razumemo to, da je to neka šibkost, ampak je v resnici, ta ranljivost je pravzaprav kazalec poguma. Kako pogumni smo. Absolutno res. In kot je Tanja tukaj komentirala zadnji ide, da pač vodje se moramo zavedati, da smo gotov vzor, pač practice to, kar govoriš, ali pa practice what you preach, prvi vzor vsemu. Walk the talk, jaz sem celo izumila eno drugo zadevo, pa mislim, da tudi že bila opredeljena prej, da je zvok in slika, da sta sinhronizirani, veš. Ja, to je absolutno res. No, nažalost nam zmanjkuje časa, ampak preden zaključujem, mogoče še zadnji komentar iz tvoje strani, ali pa zadnje moje vprašanje tebi je, kaj so stvari, ki jih bi lahko ali jih moramo narediti bolje / drugače na ali individualni, organizacijski ali pa družbeni ravni, da bomo nekako ustvarili to bolj ustvarjalno, trajnostno, odporno družbo v prihodnosti? Prvi korak, če gledava zdaj zelo na individualni ravni, da se moramo poslušati bolj drug drugega.
da moramo res razviti to veščino, da se poslušamo, da ne razmišljamo, ko se zdaj pogovarjava, da ne razmišljamo, kaj bom zdaj odgovorila in katero vprašanje, ampak da poskušamo razumeti, kaj ti razmišljaš, zakaj tako razmišljaš, a ne? In kaj te vodi. In to je tisti prva stvar, ki bi rekla, da na nek način izločimo to obsojanje. In to je, mislim, da prva stvar, ki jo lahko naredimo, vsak od nas lahko naredi, je zelo praktična in potem pa gremo naprej. Ok, super. Hvala Alenka, hvala vsem udeležencem, ki ste bili danes z nami. Meni je bil super informativen in zanimiv pogovor. Ne samo na splošno, ampak tudi zame, veliko sem se naučil, veliko sem zvedel in jaz mislim, da, tako kot si večkrat povedala, čakajo na zelo zanimivi časi in vodi se bo pričakovalo marsikaj in marsikaj moramo tudi narediti mi, da bomo uspešno vodili sebe in ostale skozi te čase. Vidimo se naslednji teden v sredo, imamo nov webinar, je že objavljen na spletni strani in lepo se majte, ostanite zdravi. Hvala še enkrat, čau. Hvala, Andraž, hvala vsem.